Svet zavoda o poslovanju, čakalnih dobah. Zaradi varčevanja se predčasno zapira zavod EPK. Gledališki pogled na predlansko morijo na Norveškem. Lepo pozdravljeni. Svet zavoda UKC Maribor se je danes seznanil s prvo informacijo o lanskem poslovanju. Podatki so vse prej kot razveseljivi, saj kažejo na skoraj 6 milijonov evrov primanjkljaja. Celovito letno poročilo bodo sicer obravnavali čez 14 dni na prihodnji seji, je pa vodstvo že napovedalo nove varčevalne ukrepe, zlasti pri stroških dela in materialu. Direktor bolnišnice dr. Gregor Pivec pa poudarja, da tekoče poslovanje kliničnega centra trenutno ni ogroženo. Glede na lansko letno poslovanje smo vseeno dobra 2 milijona evrov prihranili, pri čemer pa smo v celoti opravili program v hospitalu, v ambulantnem delu pa celo 20% več programa. Tako da to je pač rezultat, ki je letos. Pričakovan minus, vendar nenadejano slab rezultat, nenadejano velik presežek odhodkov. Upamo, da bomo na naslednji seji, na kateri bomo obravnavali letno poročilo, nekoliko bolj slišali utemeljitev. Glede na prejšnja leta, presenetljivo slab rezultat. Mariborski mestni svetniki so na zadnji februarski seji, ko so sprejeli občinski proračun, odločili še, da javni zavod Evropske prestolnice kulture neha delovati že konec marca. V odloku o ustanovitvi je sicer predvideno, da se zavod zapre konec junija. Če se izkaže, da je takšen sklep mestnega sveta nezakonit, občina zavoda ne bo zaprla prej. Svetniki bi preostali denar zavoda vrnili v mestni proračun in ga namenili po njihovem mnenju prioritetnim projektom, kot so recimo Evropska prestolnica mladih, Festival Lent in Mariborska knjižnica. Odločili so se tudi, da naj se do konca meseca opravi izredna revizija poslovanja javnega zavoda. Upam, da so svetniki uporabljali zdrav razum in računajo, da je pomembno ohranjati pozitivno dediščino projekta Evropske prestolnice kulture, ki je prinesel največjo možno prepoznavnost temu mestu in regiji in seveda, da se ne igrajo na vse zadnje z ugledom mesta. Kot pravi direktorica zavoda, uradnega sklepa občine še niso dobili, hkrati pa opozarja, da so pri ustanovitvi sodelovali še Ministrstvo za kulturo in druga partnerska mesta. Zato morajo s predčasnim zaprtjem zavoda soglašati vsi partnerji. Najhujše seveda bi bilo, pa če bi morali, ko smo na evalvacijah v Evropi, tujcem razlagati, da je bil Maribor prva prestolnica, ki je zaprl tak zavod za likvidacijo. Evropska komisija zavodu nalaga ustrezno zaključevanje projekta. Trenutno imajo z mariborsko občino do konca marca sklenjeno pogodbo o začasnem financiranju, vredno nekaj čez 200 tisoč evrov. Zavod razpolaga še s finančno evropsko nagrado Meline Mercuri. Zaradi negotovega finančnega položaja v državi so jo sklenili porabiti po delih. Interes, ki je, zdaj lahko govorim pač o tem, kar vidimo na Uradu za kulturo, je na nek način zagotoviti nek trajnejši rezultat tega projekta skozi vzpostavitev sistemskega okolja in stabilnega financiranja za neko omejeno število projektov ali pa programov. Po besedah Sajka je Urad za kulturo občinski upravi predlagal načrtovanje sredstev za trajnostne projekte Evropske prestolnice kulture, ki pa jih letošnji proračun ne predvideva. Postavka za kulturo se je letos celo zmanjšala za 4%. Kandidatka SDS-a za mariborsko županjo doktorica Andreja Špernjak je včeraj obiskala center za pomoč na domu. Tam se je kandidatka seznanila s slabimi razmerami, v katerih center deluje. V prostorih že nekaj let zamaka, s stropa odpada omet, skozi stara okna, ki ne tesnijo, pa piha. V centru so opozorili tudi na dotrajano električno napeljavo, ki ne ustreza več zakonskim predpisom. Špernjakova je direktorici obljubila pomoč pri reševanju problematike.
Da je v Mariboru treba nujno obuditi malo in srednje gospodarstvo, pa je mnenje Andrej Ketiš, prav tako kandidat za župana. Ketiš se bo zavzemal za oživitev znanstveno-tehnološkega parka in skušal povezati univerzo z gospodarstvom. Po njegovem mnenju pa je nujno, da banke omogočijo kredite mladim podjetnikom. V svojem županskem mandatu bi Ketiš posebno pozornost namenil tudi ustvarjanju ugodnih razmer za tuje investitorje. Na cesti Arja Vas Velenje se je okoli 8 ure zjutraj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 51-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Velenja, je sunkovito zavil v levo in trčil v nasproti vozeče tovorno vozilo s priklopnikom. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta Arja Vas Velenje več ur zaprta za ves promet. Hilda Tovšak in preostali 3 osumljenci v primeru povezanem s posredovanjem tujih delavcev ostajajo v priporu. Tako je odločilo sodišče v Slovenj Gradcu, ki je zavrnilo njihove pritožbe zoper 30-dnevni pripor. Kriminalisti so osumljence pridržali po 34 hišnih preiskavah zaradi suma, da so pri gospodarskem poslovanju nezakonito dajali in sprejemali darila. V kratkem pregledu pa še o drugem pomembnem dogajanju doma. Poslanci so se danes lotili prve obravnave predlogov novel zakonov o volitvah v državni zbor, o poslancih, državnem svetu, volitvah predsednika države, lokalnih volitvah in lokalni samoupravi. Spremembe zakonov so predlagali v državljanski listi, z njimi pa želijo zaostriti pogoje za kandidiranje na politične položaje in za ohranitev položajev. Kandidati za politične položaje in funkcionarji ne smejo biti pravnomočno obsojeni na nepogojno ali pogojno kazen zapora za več kot 3 mesece, zoper njih tudi ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Med drugim želijo uvesti možnost za odpoklic župana. Parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu, ki so jo ustanovili na pobudo poslancev zdaj že nekdanje vladne koalicije, je danes začela z delom. Komisija bo s preiskavo skušala ugotoviti, zakaj in kako se je slovenski bančni sistem znašel v izjemno slabem položaju. Člani komisije bodo preverjali sporno kreditiranje podjetij od leta 1992 do konca leta 2004 in od leta 2010 do danes. Predlog, da bi preiskava zajela tudi obdobje med letoma 2005 in 2009, bodo člani komisije obravnavali na eni prihodnjih sej. Po besedah predsednika stranke SD Igorja Lukšiča je v tem trenutku najpomembnejše, da Janševa vlada odide. Potem, ko se bomo znebili vlade, ki dela slabo, je po njegovem mnenju naslednji korak ratifikacija hrvaškega pridružitvenega sporazuma. Temu bi lahko sledila sprememba referendumske zakonodaje in ustave, ker je bilo o tem doseženo neko soglasje. SD bo v soboto na konferenci stranke odločala o vstopu v koalicijo, v torek pa bo predsedstvo stranke odločalo o besedilu koalicijske pogodbe in o strankinih ministerskih kandidatih. Obilne zimske padavine so v Prekmurju dobro napolnile vse potoke, tudi tiste, ki so že desetletja izsušeni. Med drugim te dni voda teče tudi v že pozabljeni strugi med Beltinci in Odranci, kar je tamkajšnja mladina izkoristila za obuditev stare tradicije, ko so se s čolni vozili v sosednjo vas po ajdovo kašo. Pri tem se jim je pridružil tudi Boštjan Raus. Vode, kot je imata te dni potoka Dobel in Črnec, domačini ne pomnijo. Tudi zato so se tile fantje odločili, da bodo preverili plovne sposobnosti obeh potokov na sicer precej sušnem terenu med Beltinci in Odranci. Pa smo pravili, ajde dečki, idemo malo za zajbancijo, se malo dol pustimo kapitanje, kdaj pa se ta priložnost ponedela. Tisti starejši so le nemo opazovali, pa če ravno gre za skoraj pozabljeno tradicijo. Nekdo sveta smo tu, let je bil, pa smo plošče sekali, pa smo se z ledom pelali dol s ploščami. Tokrat s kanujem so fantje odrinili neznani pustolovščini naproti. Nekaj ovir je bilo, a z dobro voljo ni vrag, so rekli. Še malo močvirja in pri krtači, kot pravijo sotočju potokov, so malo počili. Nekoč so na tem mestu lovili ribe, kar tako s košarami. Že dolgo jih ni več in zato so se naši panonski mornarji odločili, da si bodo pač postregli s tistim, kar so lahko naložili v čoln. A brez skrbi, menda je boljše od rib. In potem naprej.
Ajde, dečki, veslajmo! Še kakšna 2 kilometra, tudi med hišami, dokler končno niso prispeli pred Odranski mlin. K sosedom so po potoku prinesli predvsem dobro voljo. Bil sem malo presenečen, ker taka stvar se je zgodila pred približno 55 leti, ko je bil potok tako narasel kot danes. In ker so bili prvi na taki poti, so bili deležni dobrodošlice v žganjarni in odranske ajdove kaše. Tudi takšna je namreč lahko pot do tiste najboljše. RTV Slovenija je danes podpisala pogodbo o sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Gre predvsem za programsko sodelovanje pri Mednarodnem študentskem filmfestu 2013, ki ga drugo leto zapored pripravlja fakulteta. Študentske filme, ki jih bodo pripravili na fakulteti, bo televizija objavila na frekvencah nacionalnih in regionalnih programov. Ustanovi sicer že sodelujete na področju izobraževanja, novo sodelovanje pa bo prispevalo k še boljši kakovosti študijskega programa, kar prinaša korist obema ustanovama. Gre se enostavno, da študentom damo prostor, da lahko drugi vidijo, kaj oni počnejo, kdo so, kaj se predstavljajo. Medijske komunikacije niso več tako mlajši ljudi, še vedno so pa bistveno mlajši od FDV-ja, ferije kot računalništva, inženirjev. In da jim damo tukaj nek prostor, da lahko pokažejo, kdo so, kaj počnejo. Nocoj bo v amfiteatru mariborske druge gimnazije gledališče Gnosis premierno uprizorilo predstavo Gospe gospodje, gremo konje krast, ki se naslanja na morilski pohod Andersa Breivika na Norveškem pred 2 letoma. Odrska uprizoritev razkriva tudi različne statistične podatke ter komentarje Breivikovega grozodejstva in njegovega sojenja. Sporočilo predstave je svarilo, da se kaj podobnega ne sme nikoli več pripetiti. Predstavo Gospe gospodje, gremo konje krast si je režiser zamislil v 3 delih. Prvi del tako ostaja zvest knjižni predlogi Konje krast norveškega pisatelja Pera Petersona in govori o težavnem odnosu med očetom in sinom oziroma gospodom očetom in gospodom sinom. Na začetku se mi je zdelo tako, kaj te to je, mislim, ni nobenih, bolj nekako dokumentarno mi je vse to skupaj izgledalo. Nič opremljivega? Ja, recimo. Vendar naš režiser je to tako dobro postavil v smislu, da nam je vedno bolj zanimivo postajalo. V bistvu me je bilo zelo strah, ker sem videl, da imam kar konkretne monologe in to je malo težko. Ali slišiš? S tvojim ušesi vse v redu? Ali ne razumeš, če človek govori s tabo? Takrat v zgodbi, ko se jaz udarim tistega človeka, samo zaradi tega, ker me ni razumel, pride ta preskok in se preobrazim iz sina v to pošast. Drugi del je tako neke vrste javna tribuna, kjer se med strokovnjakoma, psihiatrinjo in teoretičnim psihoanalitikom ter posebno poročevalko novinarko krešajo mnenja o morilcu. Zadnji je sojenje gospodu sinu, kot Breivika imenujejo ves čas predstave. Tudi ko razlagajo o njemu, ko govorijo o njegovi osebnosti, dejansko on vodi to. Ker on je bil na koncu zmagovalec, ker ga niso dali na psihiatrijo, ampak so ga dali v zapor za 21 let. Nekakor sem se skušala v glavi si ustvariti, da sem dominantna oseba, glasna, odločna in pač sem se tega držala in se prepustila. Želimo pa si le, da bi sporočilnost predstave bila pravilno razumljena. Dejan Zavec bo v nedeljo zgodaj zjutraj v New Yorku boksal proti Američanu Keithu Thurmanu. Zmagovalec bo postal prvi izzivalec Tima Bradleyja, svetovnega prvaka različice WBO. Zavec in Thurman bosta boksala v dvorani, ki sprejme 19.000 gledalcev in ni dvoma, da bo ta polna do zadnjega sedeža, saj bo njunemu spopadu sledil dvoboj za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji. Zanj bosta boksala Američana Hopkins in Cloud. Zavec je zadnji del priprav opravil v Nemčiji, pred odhodom v Brooklyn pa se je za nekaj dni ustavil doma. Celoten potek priprav je bil BP, še predvsem ta zadnji mesec, ki so bili, bom rekel, nekako najzahtevnejši del vsega tega, je potekal tudi prav tako brez problemov, brez poškodb. Sparingov ima za nekaj časa vrh glave. V preostalih dneh do odmevnega dvoboja bo sledil ustaljenemu ritmu. Taktika, tehnika, eksplozivnost in pa do petka največja skrb, prilagajanje kilogramov.
Trenutno tehtnica še kaže preveč, a ni skrbi. Zavec pravi, da je optimalno pripravljen, zrelejši kot je bil ob prvem dvoboju v ZDA. Bo pa tokrat potreboval tudi nekaj več sreče. Sam osebno sem prepričan to, da tokrat lahko kdorkoli karkoli stoji in ni konca pred zmago. Najbrž lahko verjamemo Dejanovim smelim besedam. Trman pa naj spozna, odkot izvirajo. Nisem zaposlen z njim, vem, kaj bom naredil jaz in naredil bom vse, da bom pač svoj stil prisilil njegovega. Zmaga bo boljši in tiste zvečer bom jaz tisti, ki bom boljši. V Kuvajtu pa poteka odprto prvenstvo v strelstvu. Danes je z malokalibrskim orožjem v ležečem položaju nastopila moška reprezentanca. Izkazal se je Rajmond Debevec, ki je dobil tako kvalifikacije kot finale, v katerem pa je Jermakova iz Kazahstana ugnal šele po dodatnem strelu. Zračno puško pa je nastopila Živa Dvoršak, ki je osvojila drugo mesto. Boljša od nje je bila Srbkinja Arsovičeva. Dvoršakova, ki je bila vodilna do 17. strela, je prvo mesto zapravila z 18, ko je zadela le 8,7 kroga. V finale se je naša najboljša strelka uvrstila kot tretja. V kvalifikacijah je zadela 415,2 kroga. Kdaj se bo v Vatikanu začel konklave oziroma volitve novega papeža, bo znano najverjetneje jutri. Doslej je v Vatikan prispelo 113 kardinalov z volilno pravico, preostala 2 pa naj bi prispela do jutri in šele takrat bodo sporočili datum začetka konklava. Po odstopu papeža Benedikta XVI. Si v Vatikanu želijo, da bi cerkev novega papeža dobila do velikonočnih praznikov, ki se letos začenjajo 28. marca. Venezuelski predsednik Hugo Chávez je v torek popoldne po lokalnem času umrl. Na čelu Venezuele je bil 14 let, od leta 2011 pa se je boril z rakom. Po decembrski že 4. operaciji raka na Kubi so ga v zadnjem času pestile hude okužbe dihal. Novico o Chávezovi smrti je sporočil venezuelski podpredsednik Nicolás Maduro, ki bo sedaj začasno prevzel vodenje države. V roku 30 dni bo sicer vlada razpisala nove volitve. Chávezovo truplo bodo iz vojaške bolnišnice v sredo prepeljali v vojaško akademijo v Caracasu, pogreb bo v petek. Evropska komisija je ameriškemu računalniškemu velikanu Microsoftu naložila 561 milijonov evrov kazni, ker uporabnikom ni zagotovil preproste izbire spletnega brskalnika, s čimer krši evropska pravila o konkurenci. Microsoft bi moral zagotoviti okno, ki bi uporabnikom operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7 omogočilo izbiro med brskalniki, konkurenčnimi Internet Explorerju. Letošnja zima se še ni poslovila, saj se snežno neurje z imenom Saturn, ki se je prejšnji teden oblikovalo v Montani, pomika proti srednjemu delu vzhodne obale Združenih držav. Zaradi visokih temperatur ne pričakujejo večjih težav s snegom, vendar pa ponekod po srednjem zahodu že zapirajo letališča in šole. Bela hiša je sporočila, da od te sobote naprej ne bo več turističnih ogledov predsednikovega domovanja in sedeža ameriške vlade. Razlog naj bi bil pomanjkanje osebja za vodene oglede zaradi avtomatičnih proračunskih varčevalnih ukrepov. Za konec še napoved vremenoslovcev. Jutri bo pretežno oblačno, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Več padavin bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v severovzhodni Sloveniji. V petek bo pretežno oblačno, padavine bodo popoldne tudi po večini ponehale. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Prijeten večer vam želimo in mirno noč. Nasvidenje.